Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. V bistvu bom sam nekratko povzel naše leto 2023 in plane tudi za leto 2024. No. V bistvu je bilo za nas kot destinacijsko organizacijo Krasa in Martino to najuspešnejše leto. No, 3 leta imamo že to destinacijsko vlogo na področju 4 občin, no, v sodelovanju tudi z občino Mirna Kostanovica seveda. Ne. In dosežki, ki bi jih izpostavil v bistvu za lansko leto je najprej, da smo dosegli 5% več prenočitev, če gledamo rekordno leto 2019 v vseh 4 občinah skupaj. Potem nimamo samo turizem, imamo tudi enoto turizem, enoto razvoj. Enoti razvoj smo uspeli na lokalni akcijski skupini na razvoj podeželja pripraviti strategijo lokalnega razvoja za naslednje, za to programsko obdobje, ki je bila tudi v januarju potrjena iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tle je bila res narejena strategija spodnji razvoj, 16 delavnic po vseh 4 občinih, tako da mislim, da je izredno dobra popotnica tudi za razvoj celotnega področja za naslednja 4 leta. Potem smo izvedli več kot 44 dogodkov, no, na celotnih vseh 4 občinah skupaj, v sodelovanju seveda z društvi in ostalimi deležniki. Največji je bil, množičen je bil martinovanje, ki je bilo nekaj več kot 10.000 obiskovalcev. No, v tej številki 44 niso šteti vsi posamezniki, recimo martinovanje, v katerem je bilo 4-5 dogodkov, ali pa praznik trajnega šuta, ker je bilo 7 dogodkov, notri se štelo kot enega. No, tako da je res bila bogata mera, festival Kraška Gmajna tudi. Vse te dogodke smo plemenitili tudi s projekti, ki bom v naslednjem slajdu pač bolj predstavil. Tako da s projektnim denarjem smo kar uspešno dopolnjevali osnovno poslanstvo organizacije prireditev in tudi ostalih razvojnih nalog. Izpostavil bi še za 52% povečanje obiskovalcev v Ticu Štanjel, pač namreč imamo kot destinacija organizacija tudi upravljanju grad Štanjel. Na naši spletni strani, no, tudi smo veseli, da smo nekako 234.000 obiskovalcev. Na osrednjem portalu, ne regijskem, ki predstavlja Kras in Martin, je bilo 234.000 obiskovalcev, ogledov, ki so se držali minuto 34 v povprečju. No. Potem pa imamo tudi na Facebooku še 12.000 sledilcev, pa 3.500 na Instagramu in tako naprej. Začeli smo tudi s projektom Kras-Karso 2 tudi dobro sodelovati z čezmejno destinacijo, tudi čezmejno na matičnem Krasu. Izvedli smo decembra prvo čezmejno srečanje ponudnikov slovenskih in italijanskih, to je bila tudi želja naših ponudnikov, tako da se je udeležilo 40 ponudnikov, ker smo tudi si ogledali 2 primera dobre prakse, 2 turističnih kmetij, kmetija Budin in Bajta, ter prisluhnili še primere dobre prakse iz recimo parka oziroma iz turističnega javnega zavoda Radovljica, pa iz regije Egental v Avstriji, tako da so naši ponudniki dobili pogled tudi iz drugih delov Slovenije in Evrope, kaj pomeni to primer dobre prakse, kako drugo to razbijajo turistično destinacijo. Imeli smo tudi kar nekaj PR objav in študij, oziroma še najprej izpostavil, da smo imeli več kot 60 turističnih organizacij, da nas je obiskalo, nas je obiskalo in tudi promoviralo naprej destinacijo Kras in Martini, ter da je bilo kar nekaj medijskih objav, tudi najvidnejših medijih evropskih oziroma angleških, The Times, The Sunday Times, Daily Mail in Business Post. Tako in mogoče še na trajnosti delamo kar nekaj, no, tako da se lahko pohvalimo tudi, da je 15 ponudnikov, da ima tudi trajnostni, da je pridobilo trajnostni znak. No in še drugi del, če postavlja naša ta razvojni del projektov, imamo 7 pridobljenih projektov, no, če pogledamo vse skupaj,
v skupni vrednosti kar 5 milijonov 600, ki se izvajajo skupaj s partnerji na tem območju Krasa, Brkinov, tudi čezmejnega Krasa. Tako da že lansko leto smo začeli, letos bomo nadaljevali s temi petimi, največje je Kras Karsov 4200, v katerem tudi smo lani recimo, kot je bila najvidnejša točka, je bila 390. obletnica, je bilo vrsto dogodkov 390 letnici najstarejši turistični jami na svetu, ki je jama Vilenica. Letos bo prišla na vrsto jame Dimnice, ki bo kasneje. Gospod Maletkar predstavil ta dogodek, ki bomo tudi financirali iz tega projekta in še vrsto drugih dejavnosti, skupna čezmejna tematska pot, ki delamo z njej, čez 200 km bo označenih, trajnostna mobilnost in tako naprej. Inkubator turizma, tudi smo zaključili z delno obnovo bodočega sedeža Geoparka, pa projekt Carrefour Plus, pa s katero se bo tudi izvajalo, se že izvajajo delavnice. V teh prostorih smo imeli degustacijo sajderja iz Norveške, konkretno pa vinsko akademijo v Štanjelu v sklopu martinovanja. Potem imamo veliko ekozelišč, da bi se promoviralo delovanje, promoviralo pridelavo zelišč, ter hkrati tudi pokazalo ljudem, ponudnikom spodbudilo, da bi se kakšno večje opogumili izvršno to zgodbo z zelišči. Potem okrepitev trajnostne mobilnosti, tle od aprila prej izvajamo, v bistvu lansko leto smo bili edini v Sloveniji, ki smo na področju 4 občin izvajali te trajnostne prevoze na zahtevo, te smo tudi kar zadovoljni s to storitvijo, za katero je bilo že 1700 uporabnikov do tega meseca, registriranih in upravljenih je bilo v teh dobrega 3-4 leta 6700 prevozov. Potem imamo še Borderless okusi, to je svež projekt, ki smo ga pridobili skupaj z Las Krasa, ko tudi bomo razvijali domače produkte ter bogatstvo Krasa in Brkinov, v katerem bomo pa opremili spet različni ponudniki, bodo plemenitili svojo dejavnost. Skupno, ko sem rekel 5 milijonov 600, če gremo samo še par slik za zaključek, prej sem že omenil ta dogodek, kar nekaj dogodkov je bilo, recimo 1200 obletnice jame Vilenice, bil pohod, pa vodenje brezplačno tako naprej. Viteška dvorana, tle je bila tudi izjemno kvaliteten dogodek, kjer smo degustirali, spajali hrano z vinom, smo pač imeli degustacijo osebnih teranov, čezmejnih dogodek je bil tako in kako se spaja z 7 različnimi pršuti. Zraven seveda nismo pozabili na vrhine, ker so bili pa predstavljeni tudi primer Žimbrina tukaj z Igrodika, tako da držimo to ravnotežje med vrhinom in krasom. To je primer tega kombija z lokalno povezani. In to je nekratko tudi to, če povzamemo naše delovanje in plane za naprej. Vsekakor je vse skupaj v tesnem povezovanju z turističnimi vodniki. V projektu Kras Karsov 2 recimo tudi jih izobražujemo za nadaljne aktivnosti. V teh 3 projektih bomo pripravili nove produkte, v katerih bojo v vsakem izmed teh produktov bodo seveda vključevani turistični vodniki, ki se krati udeležujejo skoraj v vseh naših dogodkih. Primere dobre prakse, kar imamo gledati strokovne ekskurzije, zdaj načrtujemo strokovno ekskurzijo v marcu v Geopark Karavanke, gremo se pogledati, z njimi tudi tesno sodelujemo, tako da z turističnimi vodniki skratka trdno sodelujemo in letos bomo šlo sodelovanje še okrepiti. Hvala.